Spoštovane gospe in gospodje, začenjamo našo prvo današnjo redno tiskovno konferenco. Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da hitrost širjenja virusa po svetu narašča. Slovenska veleposlaništva po svetu opozarjajo, da se situacija po državah zaostruje. Veleposlaništvo v Teheranu poroča o visokem številu žrtev, število se povečuje tudi v ZDA, v Južni Ameriki, dnevno lahko spremljamo posnetke iz Španije in Italije ter poslušamo novice iz najbližje soseščine tudi na Zahodnem Balkanu. Naša veleposlaništva v Tokiu, Pekingu, New Delhiju, Teheranu in Kairu danes zjutraj poročajo o novih ukrepih teh držav. Oni so časovno pred nami. Strategije držav so osredotočene na omejevanje stikov med ljudmi, na povečevanje zdravstvenih zmogljivosti in na pripravo ukrepov za pomoč gospodarstvu in socialno ogroženim. S pomočjo veleposlaništev sprejemamo tudi poročila o nekaterih novih, tudi inovativnih rešitvah drugih držav, ki jih preučujemo in sočasno spremljamo razvoj naših. Med evropskimi državami je strožje omejevalne ukrepe včeraj sprejelo Združeno kraljestvo, pa tudi Nizozemska. V naši soseščini od včeraj velja ukrep obvezne 14-dnevne karantene za vse, ki na Hrvaško prihajajo z Bele krajine in Dolenjske. Za prihode iz ostalih delov Slovenije velja obvezna samoizolacija. Številne države pripravljajo nove ukrepe, ki bodo vplivali tudi na možnost vračanja državljanov v Slovenijo. Države dosedanje ukrepe tudi že podaljšujejo. To je relevantno tudi v luči širjenja virusa v regije, kjer prej ni bil prisoten in državljani morda potrebe po vrnitvi še niso čutili. Zdaj je zato skrajni čas za odločitev o vrnitvi domov. Evakuacijski leti se polnijo, poteka intenzivno usklajevanje na ravni evropskih držav, članic Evropske unije. Slovenija na lokacijah, kjer je že bil evakuacijski let, ne bo več organizirala podobnih letov. Ponavljamo poziv, da državljani kontaktirajo zunanje ministrstvo. Medtem pa Vlada Republike Slovenije je vlada na včerajšnji nočni seji razpravljala o usmeritvah nadaljnjih ukrepov pri pripravi krovnega zakona, tako imenovanega korona zakona, ki ga bo pripravila v najkrajšem možnem času in posredovala v Državni zbor. Predsednik vlade Janez Janša in drugi člani vlade ter strokovne delovne skupine vam bodo v nadaljevanju predstavili zastavljene korake in cilje. Zato vabim predsednika vlade Janeza Janšo, da vam spregovori. Spoštovani, Vlada Republike Slovenije včeraj na večerni oziroma jutranji seji razpravljala in določila smernice z ukrepi za pripravo zakonskega paketa oziroma mega zakona, s katerim želimo v prihodnosti blažiti posledice korona epidemije tako za državljanke in državljane kot za podjetje oziroma za gospodarstvo. Dovolite mi, da nekatere najpomembnejše ukrepe iz teh smernic naštejem. Podrobnejša obrazložitev ukrepov bo sledila kasneje strani moje kolegice in kolegov in strani tistih strokovnjakov, ki so nam pri pripravi teh ukrepov oziroma smernic pomagali. Določili smo ukrepe za ohranjanje delovnih mest. Na prvem mestu je tukaj bo predvidena oziroma uzakonjena nova ureditev sofinanciranja nadomestil plač za delavce na čakanju. Vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju, v obdobju 2 mesecev pripravljamo zakon, ki bo za te ukrepe določil veljavnost od dneva uveljavitve tega zakona do 31. maja tega leta, z možnostjo, da v primeru, če se situacija v tem času ne spremeni, vlada ta rok po potrebi podaljša. Skratka, v tem času bo vse prispevke vseh zaposlenih, ki so na čakanju, v obe
proračunski blagajni, se pravi v obe javni blagajni, se pravi tako v zdravstveno kot v pokojninsko, prevzela država oziroma proračun, vse pravice zavarovancev pa bodo ostale in se ohranijo. Nadomestila za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne naprej krije zdravstvena zavarovalnica in nič več delodajalec. Zakon bo vzpostavil tudi sistem nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije preko plačil dodatkov za nevarno delo in preko plačil za dodatne obremenitve po odločitvi predstojnikov. In sicer v razponu od 10 do 200% osnovne plače. Določili smo tudi ukrepe za izboljšanje socialnega položaja ljudi, še posebej tiste kategorije starejših, predvsem upokojencev, z nizkimi pokojninami, ki so tudi največja tarča te epidemije. Tako bo status za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile, se pravi zaradi varstva otrok, nezmožnosti prihoda na delo oziroma ostalih razlogov, povzročeni z epidemijo, njihov status bo izenačen s statusom delavcev na čakanju. Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost. V nadaljevanju bo določeno, da gospodinjstva in posamezniki javnih storitev, ki se ne izvajajo, seveda v tem času tudi ne plačujemo, se pravi, za to ne bo položnic. Upokojencem z najnižjimi pokojninami se izplača solidarnostni dodatek zaradi posledic koronavirusa. Zavedamo se, da je to najbolj ranljiva skupina državljanov, da so mnogi v tem času sami, da so skromne dohodke od nizkih pokojnin porabili za nakup neke nujne rezerve prehranskih in drugih življenjskih artiklov in zaradi tega bo tej kategoriji izplačan poseben dodatek, o višini in kategorijah več v nadaljevanju. Sprejeta je vrsta usmeritev za pripravo ukrepov za pomoč samozaposlenim. Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo s posebno izjavo preko elektronske aplikacije brez veliko administrativne telovadbe razglasili prizadetost zaradi krize in ta izjava bo tudi javno dostopna. Samozaposleni, ki zaradi krize, epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70% minimalne plače. Prizadetim samozaposlenim se v tem obdobju odpiše prispevke. Prispevke zanje v tem obdobju za zdravstveno in pokojninsko blagajno nakazuje država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Višina prispevkov za krizno leto se določi na podlagi izkazanega dobička po zaključku leta. Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine. Potem smo sprejeli vrsto ukrepov za ohranitev delovanja podjetij, ne naštejem samo nekatere, več o tem kasneje gospod gospodarski minister. Vse prispevke za pokojninsko zavarovanje za delo zaposlenih v gospodarstvu, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju plačuje država, pravice zavarovancev in prihodki pa se ohranjajo. Tem so ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno-raziskovalnim projektom za boj z epidemijo. Z namenom reševanja likvidnosti se vzpostavi garancijska shema, tako imenovani finančni top,
ki omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država pa zagotovi za to dovolj sredstev preko poroštev oziroma dokapitalizacij za izvedbo tega ukrepa. Zamrzne se plačilo akontacije davkov dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike. Plačilni roki za plačila zasebnim podjetjem, zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni. Del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada se takoj usmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem pri izdelavi cepiva, zdravil in zaščitne opreme z namenom našega prispevka za obvladovanje posledic koronavirusa. Potem nekaj ukrepov v smislu znižanja sejnin in plač, vse sejnine in druga denarna nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih svetov v gospodarskih družbah v neposredni ali posredni večinski lasti države, se znižajo za 30%. Znižajo se tudi vse funkcionarske plače na državni ravni za 30% za čas trajanja epidemije. Sodna veja oblasti je zaradi odločitve že pred časom Ustavnega sodišča iz tega znižanja, zakonskega obveznega znižanja izvzeta, je pa pozvana, da se samo odpove 30% plač, funkcionarskih plač za čas krize, s tem, da tisti, ki v tej veji oblasti in tudi drugod delajo tudi v teh razmerah, ker nujni postopki zaradi zaščite temeljnih človekovih pravic iz ustave morajo seveda potekati, pa tako ali tako padajo v tisto kategorijo, kjer bodo ti lahko dodatno nagrajeni. Sprejeli smo tudi vrsto smernic za izdelavo ukrepov za pomoč kmetijstvu, več o tem ministrica za kmetijstvo v nadaljevanju. Naj poudarim samo to, da je samozadostnost pri pridelavi hrane v teh razmerah in v razmerah, ki lahko nekaj časa trajajo, strateškega pomena, zato bo vlada naredila vse, da se kmetom in kmetijstvu v tem času pomaga z enakimi oziroma z sorazmerno enakimi ukrepi kot ostalemu gospodarstvu. Tukaj je z naše strani tudi priporočilo delodajalcem v gospodarstvu, da uberejo podoben pristop pri nagrajevanju tistih, ki se tudi z tveganjem in izpostavljanjem nevarnostim soočajo s posledicami epidemije, se pravi, da prav tako vzpostavijo model na podlagi obstoječe, pa tudi zakonodaje, oziroma zakonskih rešitev, ki bodo vsebovane v tem paketu, ki jim bodo veljale seveda predvsem za javni sektor, ampak tudi za privatni sektor priporočamo, da se vzpostavi podoben način nagrajevanja v razponu 10 do 200% za tiste, ki so dejansko izpostavljeni in ki ohranjajo nujno proizvodnjo v tem času, delajo v kritični infrastrukturi, ki seveda ni vsa državna. Država oziroma proračun bo v največji možni meri te izdatke povračal, potem ko bomo dobili podatke o trenutnem oziroma bodočem možnem obsegu teh izplačil. Vsa ministrstva morajo te ukrepe in še nekatere druge, ki jih nisem omenil, jih bodo kolegi, pa nekatere, ki so tehnične narave in bodo pač nujen sestavni del tega mega proti korona zakona, poslati vladni službi za zakonodajo do 23. ure v četrtek ta teden in v petek bo Vlada Republike Slovenije obravnavala osnutek tega mega zakonskega paketa oziroma mega zakona. Naj ilustriram
temeljno vsebino teh ukrepov iz smernic za pripravo tega mega zakona. Zdaj, temeljni namen je, da zamrznemo obstoječe stanje v Sloveniji na ta način, da ohranimo ljudi, delovna mesta, gospodarske potencijale, znanstveno-raziskovalne potencijale, potencijale v znanosti, kulturi, potencijale države in družbe nasploh, zato da bo lahko, kolikor je mogoče, normalno funkcionirala tudi potem, ko bo nevarnost epidemije uspešno premagana. Veliki napori se vlagajo po svetu v to, v izdelavo cepila, v izdelavo zdravil, v izdelavo in preizkušanje zdravil, ki vsaj blažijo posledice okužbe s koronavirusom, in napovedi so relativno optimistične. Vendar je do takrat zdržati in ne samo zdržati, zdržati je treba v potrebni kondiciji, zato da bomo kot družba brez večjih težav od takrat naprej lahko normalno funkcionirali. Predstavljate si, da je cela Slovenija na vesoljski ladji, na dolgem potovanju, in potniki na takšni vesoljski ladji se za določen čas zamrznejo, zato da lahko potem, ko nekje pristanejo, normalno funkcionirajo. Torej, ukrepi, ki jih bo predlagala vlada v tem megazakonskem paketu državnemu zboru, imajo za namen, da normalno stanje, kolikor je mogoče, zamrznemo in ohranimo brez večjih socialnih in vseh drugih posledic za čas trajanja epidemije. Vlada bo zato zagotovila vsa potrebna finančna sredstva. Evropski okvir, smo tudi seveda del Evropske unije in del Evropske monetarne unije, evropski finančni okvir se praktično vsak dan širi in za ta čas, ki ga ta zakon zajema, je sredstev zagotovljenih dovolj. Kako bomo to tehnično financirali, bo okvirno predstavil minister za finance, ampak to ni toliko pomembno. Pomembno je, da bomo za to zagotovili toliko sredstev, kot bo potrebno. Vlada Republike Slovenije je že začela z zbiranjem elementov za določitev smernic tudi za drugi takšen megapaket. Veliko predlogov, ki so prišli, je takšne narave, da zahtevajo mogoče nekaj več dni proučevanja, in vsi ti predlogi bodo zajeti v naslednjem paketu, ob tem, ko bomo seveda dobili zanje ustrezne finančne in druge izračune. Dejstvo je, da smo dobili v tem času preko 1000 različnih predlogov, od gospodarstva, od sindikatov, od različnih združenj, od posameznikov, od znanstveno-raziskovalnih institucij, od univerz, od fakultet. Jaz se vsem tistim, ki so oziroma ki ste te predloge poslali, iskreno zahvaljujem. Tako na oko ocenjujem, da so v teh smernicah, da je v teh smernicah upoštevanih najmanj 90% teh predlogov, ker jih je velika večina šla v isto smer. Nekatere, ki so mogoče nekoliko terja nekoliko več časa za preučitev, bo po vsej verjetnosti možno vključiti v naslednji mega paket. Jaz se zahvaljujem na tem mestu za izjemen trud, ki so ga v pripravo teh smernic in tudi zakonskega predloga, ki praktično že nastaja od včeraj, vložili sodelavci po posamičnih ministrstvih. Še posebej se zahvaljujem svetovalni skupini strokovnjakov, ki jo je vodil dr. Matej Lahovnik. Z njihovo pomočjo smo praktično v realnem času razrešili na stotine dilem, ki so se odpirale ob predlogih teh ukrepov. Z njihovo pomočjo smo lahko preučili tudi marsikaj, kar se je v isti smeri zgodilo v sosednjih in drugih evropskih državah in nasploh po svetu.
in ta pomoč je bila dejansko neprecenljiva. Ni bilo nikogar, ki je bil zaprošen, ki bi sodelovanje zavrnil. Sodelovali so, pa tudi za naprej so sodelovanje ponujali tudi številni naši rojaki, ki delajo v pomembnih institucijah po svetu, institucijah finančne, znanstvene, raziskovalne, gospodarske oziroma ekonomske narave, in vse te bomo v nadaljevanju tudi vključili v našo delo. Danes zvečer bo seja vlade na drugo temo, na temo neke prve celovite ocene ukrepov, tudi drugih, ne samo teh, o katerih sem zdaj govoril, za upočasnitev in zajezitev širjenja epidemije. Po teh dneh, odkar je vlada prisegla, smo dobili ne še popolnoma celovit, ampak v pretežni meri celovit pogled na situacijo, tudi približno realne ocene razvoja situacije v zvezi z širjenjem epidemije, ocene povečevanja, možnosti povečevanja naših zmogljivosti, in vse to vam bomo predstavili jutri, potem, ko se je vlada podrobneje seznanila s poročili posamičnih ministrstev in drugih pristojnih organov. Na koncu bi se želel zahvaliti vsem, ki upoštevajo ukrepe, ki so bili uvedeni. Najbrž danes ni nikogar, ki spremlja situacijo po drugih evropskih državah in ki bi še mislil, da so ti ukrepi nepotrebni. Zadnji podatki kažejo, da se v veliki meri upoštevajo. Res velika hvala vsem. Noben odlok, noben zakon, nobena prepoved ne more narediti več, kot lahko naredimo mi sami, z upoštevanjem navodil zdravnikov, stroke, pa tudi z lastno samoiniciativo, z ukrepanjem v vse možne smeri s ciljem, da zaščitimo sebe in zavarujemo druge. Če bo ravnanje vseh nas tudi v prihodnje šlo v tako resno in vsa pravila upoštevajočo smer, potem marsikaj od teh zaostritev, ki jih lahko spremljate v nekaterih drugih državah, kjer so reagirali na krizo vsaj nekaj dni za nami, v Sloveniji ne bo treba uvajati. Vlada bo ocenila, kaj od tega, kar je še možno storiti v smislu administrativnih ukrepov za omejitev gibanja in vseh drugih ukrepov, je v situaciji, ki se, kar se tiče našega ravnanja, popravlja, eventualno smiselno narediti. Že zdaj pa lahko rečem, da se je Slovenija v zadnjih dneh soočila kot celota, kot državljansko občestvo z to nevarnostjo epidemije izjemno resno, in da če bomo nadaljevali po tej poti, bo tudi končna cena bistveno nižja od tiste, katere smo se vsi bali na začetku. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik vlade. Z nami je tudi vodja strokovne skupine, ki je pripravljala iztočnice za zakon, ki se še pripravlja, dr. Matej Lahovnik, ki vas bo zdaj nagovoril. Hkrati pa izkoriščam to priložnost, da napovem današnjo popoldansko tiskovno konferenco, na kateri bodo sodelovali dr. Mojmir Mrak, dr. Janez Šušteršič in Dušan Olaj. Odgovarjali bodo tudi na vaša vprašanja, zato želimo na tej prvi predstavitvi ostati kolikor toliko na strateški ravni. O podrobnostih, o izvedbenih dokumentih se bomo pogovarjali v nadaljevanju. Zdaj pa vabim vodjo strokovne skupine za mikrofon. Dober dan. Kot je bilo že rečeno, smo oblikovali posvetovalno skupino za pripravo ukrepov, ki jih bo pripravila v obliki zakonskih predlogov Vlada Republike Slovenije. V tej
posvetovalni skupini so strokovnjaki različnih vrednot, prepričanj, pogledov in ni jih bilo težko prepričati, da smo se vsi odločili za sodelovanje, predvsem zato, ker so razmere izjemno resne. Kot smo lahko tudi včeraj videli, se v svetu dogajajo dogodki, ki jim pred časom ne bi bili priča. Tako so ameriške zvezne rezerve uporabile celo primarno emisijo in napovedujejo, da bodo financirale podjetje, tudi mala podjetja, neposredno mimo bank, kar se ni zgodilo niti v zadnji veliki finančni krizi. Nemški inštitut IFO je objavil napoved, po kateri je po optimističnem scenariju napoved gospodarske rasti za leto za Nemčijo -7%, po pesimističnem -20%. In glede na to, da je Nemčija naš glavni izvozni trg, od katerega so odvisni predvsem različni dobavitelji avtomobilski industriji, ki v tem trenutku stoji, je popolnoma jasno, da mora Slovenija hitro in odločno ukrepati. Vse nas je pri teh ukrepih vodilo načelo, da morajo biti ukrepi hitri, enostavni. Vprašanje ciljanosti je bilo v zraku, ampak dejstvo je, da lahko v tem trenutku ciljamo, kolikor je to sploh mogoče, včasih tudi smiselno. Nekdo, ki je v težavah danes, lahko povzroči težave tistemu, ki je danes še zdravo podjetje zaradi neplačevanja oziroma plačilne nediscipline. Zato smo poskušali oblikovati čim bolj celovit nabor ukrepov. Gre verjetno po naši oceni za paket okrog 2 milijardi evrov težkih ukrepov za pomoč podjetjem in prebivalstvu. Gre verjetno za največji gospodarski intervencionizem v zgodovini slovenske države, ampak enako počnejo vse druge države po svetu, ki želijo pravočasno in hitro ukrepati. Ukrepi so sestavljeni iz več sklopov. Prvi sklop se nanaša na ukrepe za ohranjanje delovnih mest. Na tem področju predlagamo zamenjavo obstoječe ureditve sofinanciranja z drugačnim načinom, in sicer, kot je bilo že rečeno, da vse prispevke vseh zaposlenih, ki so na čakanju, v tem obdobju v obe blagajni plača proračun, torej država, pravice zavarovancev in prihodki blagajn pa se ohranjajo. Takšen ukrep takoj razbremeni podjetja brez postopka, včasih preveč dolgotrajnega, za uveljavljanje sofinanciranja nadomestila. Država poleg tega dodatno sofinancira 20% neto nadomestila zaposlenim. Drugi pogoj, ki se nam zdi bistven, oziroma predlog je, da se odpravi sedanje določilo, da mora biti na čakanju 30% zaposlenih. Ta se odpravi za vse, ki pa imajo na čakanju več kot 30% delavcev, pa država pokrije celotno 100% nadomestilo, ki sem ga prej omenil. To je bistveno povišanje glede na sedanje stanje, tako z vidika časa, kot tudi z vidika časa krajše, z vidika obsega nadomestil in pomoči pa bistveno višje. Prav tako se ne plačujejo nadomestila za bolniške odsotnosti v času epidemije, ki jih krije ZZZS. Zelo pomembno je tudi nagrajevanje zaposlenih, tistih, ki so aktivirani v kritičnih dejavnostih, zato se seveda ta variabilni del po odločitvi predstojnikov, ki morajo v teh razmerah prevzeti odgovornost in odločiti, kdo so tisti, ki so nadobremenjeni zaradi kriznih razmer, zato se ta del variabile povečuje in bo znašal med 100 do 200% dodatka na osnovno plačo. Poleg tega so v drugem sklopu ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi z zmanjšanimi dohodki. To pomeni seveda, da se status za delavce, ki ne delajo zaradi višje sile, torej naprimer zaradi varstva otrok, nezmožnosti prihoda na delo, se izenači statusom za delavce na čakanju.
to zopet poskušamo zadevo poenostaviti, ker so predvsem podjetniki opozarjali, pa tudi zaposleni, da je sedanja ureditev neživljenjska. Vsi, ki so v enakem položaju zaradi krize, morajo biti tudi enako obravnavani. Delavec, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično mu pripada nadomestilo za brezposelnost. Ko veljavnost tega ukrepa preneha, se njegove pravice odmeri po veljavni zakonodaji. Kot je že rečeno, predlagamo tudi absolutno, da se ne plačuje seveda tistih javnih storitev, ki se ne opravljajo. S tem poskušamo oziroma predlagamo, da se takoj razbremeni predvsem mlade družine, ki imajo otroke v vrtcih, ker jih čuvajo jasno zdaj sami doma, ni nobene logike, da zraven plačujejo tudi to javno storitev, ki se ne izvaja. Ukrepi, poleg tega imamo ukrepe za izredno pomoč samozaposlenim. Gre za skupino, ki je pravzaprav v tem delu najbolj številčno opozarjala, da so bili pogosto pri ukrepih prezrti, tudi v času zadnje krize. S tem mislimo, da je potrebno dati jasno sporočilo, da se bo tudi samozaposlenim pomagalo, in sicer bo veljalo načelo, da prizadetim samozaposlenim, da se v tem obdobju odpiše prispevke, ampak da te prispevke namesto njih v blagajni plača država. To poudarjam, zato ker sam odpis bi seveda pomenil, da bi ostali brez plačanih prispevkov, kar bi bilo v času, ko se soočamo z zdravstveno krizo in pa tudi na dolgi rok, ko je treba razmišljati o pokojninah, nesprejemljivo, zato bo to breme predlagamo, da to breme prevzame država. Poleg tega imajo samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, pravico tudi do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70% minimalne plače. Namreč pri samozaposlenih ne gre samo za to, da se odpišejo in nadomestijo prispevki, ampak tudi, da se v tem času, ko se svet sooča z največjo gospodarsko krizo, vse od druge svetovne vojne dalje, tudi zagotovi temeljni dohodek. Mnogi so namreč ostali povsem brez prihodkov. Tukaj bi izrecno opozarjal, da pomoč tukaj ni samodejna. Poenostavilo se bo, kolikor je to mogoče, ampak samozaposleni bo moral sam na poenostavljen način v elektronski obliki podati izjavo, da je zaradi krize prizadet. Namreč želimo tukaj preprečiti oziroma menimo, da je to potrebno, da bi prišlo do tega, da bi pomoč prejemali posamezniki, ki dejansko tudi v tej krizi niso prizadeti. Tukaj je pomembna varovalka. Po zgledu nekaterih drugih držav se seveda lahko to naknadno tudi preverja in se bo. Pogoj je tudi, da je ta register oziroma javen, da torej dovolijo javno objavo podatkov, tako da se v čim večji meri preprečijo zlorabe. Država se ne postavlja v pozicijo, ker se ne more, da bi v tem trenutku preverjala vsako vlogo in naknadno odločala, ker je čas ključen in hitrost ukrepov ključna. Si pa bo pridržala pravico, da morebitne neresnične izjave, morebitne zlorabe ali celo vojno dobičkarstvo v narekovajih naknadno tudi sankcionira, če se seveda izkaže, da je prišlo do neresničnih podatkov ali zavajanja. V četrtem sklopu so ukrepi za ohranitev delovanja podjetij. Ta ukrep je zelo pomemben, namreč predlagamo, da se za pokojninska zavarovanja, za delo zaposlenih, ki ostanejo za delovno mesto, da tako prispevek za delodajalca kot delojemalca plača neposredno država. Pravice zavarovancev in prihodki njihovi se ohranjajo. S tem se močno razbremeni
oziroma v danih situacijah razbremeni tista podjetja, ki dejansko ohranjajo zaposlenost, ki delujejo in se ustvari potrebni manevrski prostor tudi za nagrajevanje zaposlenih, ki so v teh pogojih najbolj obremenjeni. Ne smemo namreč zanemariti, da nekatere dejavnosti v tem trenutku ne delujejo z manjšanim obsegom, ampak so zaposleni v njih zaradi narave njihovega dela celo bolj obremenjeni. Tukaj bodo lahko tudi podjetja pokazala, kako v praksi razumejo družbeno odgovornost in ali bodo zaradi tega, ker še vedno dobro poslujejo, ta manevrski prostor tudi izkoristila za nagrado tistih, ki nosijo najtežji del bremena. Peti sklop so ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij. Vse države, ki v tem trenutku pospešeno sprejemajo pakete, se zavedajo, da prvi paket ni tudi zadnji. Že v naslednjih tednih bo sledil najverjetneje drugi paket, ki bo imel zelo velik poudarek na izboljševanju likvidnosti podjetij. S tem se zelo mudi, kajti plačilna disciplina se bo tudi po izkušnjah iz zadnje krize slabšala, s tem pa bi lahko prišlo do verižne nelikvidnosti v slovenskem gospodarstvu, kot smo lahko videli tudi v zadnji krizi. Zato predlagamo s tem namenom, da se vzpostavi garancijska shema, tako imenovani finančni top, in da se omogoči odkup terjatev do slovenskih podjetij. To pomeni, da podjetje, ki danes posluje, ki ima terjatev in ki ne bo te terjatve dobilo v primernem roku poplačano, ima možnost prodaje te terjatve določeni instituciji, ki bomo v nadaljevanju opredelili. Možnosti tukaj je več, iskala se bo tista, ki bo pač najbolj učinkovita. Gre pa za to, kot sem dejal, za preprečevanje verižne nelikvidnosti. Poleg tega se bodo v tem drugi fazi seveda dodatno vključila poroštvena shema in pa ukrepi, ki se nanašajo predvsem na SID banko. Zamrzne se tudi akontacija davka zamrzne se uveljavljanje pogodbenih kazni pri izvajanju dobav in storitev po pogodbah z javnim sektorjem. To je predlog in pa seveda tudi plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo. V našem predlogu je to 8 dni. Nazadnje, nikakor pa ne najmanj, ampak verjetno tudi po izkušnjah naše delovne skupine najbolj pomembno, ker so bili v njej tudi predstavniki, podjetniki, gospod Olaj, gospod Jure Knez, gospa Ema Pogačar, so upozorili, da tisto, kar potrebujejo, seveda so ukrepi za vzpostavitev varnega dela v podjetjih, zaščitne opreme, smernic, nekaj je bilo seveda že v zadnjih dneh veliko narejeno. To je tisto, kar je ključno. Ekonomija mora čim prej začeti zopet aktivirati. Zadnja kriza, ki smo jo imeli pred 10 leti in je Slovenijo zelo prizadela, je bila predvsem strukturno pogojena. Tokrat se cel svet sooča tako s krizo na strani ponudbe kot na strani povpraševanja. Nekateri ne morejo proizvajati, večina potrošnikov ne more kupovati in upravljati storitev. To pomeni, da v danem trenutku denar ne kroži, da gospodarstva in države stojijo in vsi se zavedamo, da to lahko traja nekaj časa, ne more pa trajati dolgo in je potrebno čim prej zagotoviti pogoje za varno delo v obstoječih razmerah. Hvala. Podpredsednik vlade, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek bo poskušal te splošne usmeritve konkretizirati na čim bolj razumljiv način. Prosim, podpredsednik. Pozdravljeni. Epidemije koronavirusa še ni konec, zagotovo pa vem, da je ne smemo podcenjevati. Nihče ne more predvideti vplivov in pa obsega, ki jih bo epidemija imela na našo državo, na gospodarstvo, na vsakega od nas kot posameznika. Seveda pa je na nas kot vladi
da zagotovimo ukrepe, ki bodo državljanom, gospodarstvu omogočili, da te izredno težke čase čim lažje premostimo oziroma prebrodimo. V prvi vrsti delamo vse, kot vidite, da zajezimo širitev in obvarujemo človeška življenja ter preprečimo posledice, ki bi jih epidemija imela na gospodarstvo, na socialne sisteme in pa na javno življenje. Vsi skupaj smo na nek način naredili vse, da zagotovimo celovite in predvsem učinkovite ukrepe za pomoč celotnemu gospodarstvu. Pri tem vidimo vse zaposlene in vsa podjetja, na nikogar nismo in tudi ne bomo pozabili. Skoraj milijardi evrov pomoči, ki smo jih v prvem koraku namenili strani Slovenske izvozne družbe, SID banke, Slovenskega podjetniškega sklada in pa Slovenskega regionalnega razvojnega sklada iz Ribnice, smo dodali nov paket ukrepov, v katerih smo zajeli vse oblike zaposlenih, tudi najbolj ranljive. Če ponovim čisto na kratko nekaj, kar sta povedala že predsednik vlade in pa vodja strokovne skupine, smo prizadetim samozaposlenim, teh je 100 tisoč, v tem obdobju omogočili odpis prispevkov, ki jih bo zanje nakazovala država. To obdobje je zdaj v prvi fazi 2 meseca. Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti, pa bodo prejeli tudi mesečni temeljni dohodek v višini 70% neto minimalne plače. Vse prispevke vseh zaposlenih, ki so doma na čakanju, pa bo v tem obdobju pokrila država. Za zaposlene, ki v tem obdobju delajo, pa bo država podjetjem dodatno namenila 20% neto nadomestila. Moramo vedeti, da mnogi namreč hodijo v službo na delovna mesta, ker tvegajo, da se okužijo. Zavedamo se, da je njihove napore in dejanja potrebno nagraditi. Že ves čas pa je naš cilj, da ohranimo delovna mesta in zagotovimo likvidnost podjetij. Ne sme se nam zgoditi, da bi tako kot po prvi krizi prišlo do tega, da bi kako podjetje propadlo, pa ga lahko s takimi ukrepi rešimo. Temu smo dodali še celovite socialne ukrepe na tem področju in pa pomembno mi je še enkrat poudariti ukrepe za zagotavljanje likvidnosti, s katerimi bomo omogočili in usposobili DUTB, slabo banko, da bo lahko odkupovala terjatve podjetij. Razumem težke razmere v panogah in težko mi je spremljati usode naših podjetij in njihovih ljudi. Zahvaljujem se vsem podjetnikom, ki se trudijo, da vzdržujejo proizvodnjo v teh težkih časih, s tem, da skrbijo za varnost vseh zaposlenih. Seveda pa našemu gospodarstvu lahko zdaj in tudi prihodnje najbolj pomagamo s tem, da jih vsi skupaj podpremo na način, da kupujemo domače. In ko bo epidemije enkrat konec, se spomnimo na to, da so počitnice doma najlepše, da je domača hrana najbolj varna in da so delovna mesta v domačem lokalnem okolju najboljše jamstvo za naš skupni standard. Jaz kot minister in vsi moji kolegi, predsednik vlade, nismo ljudje, ki bi dajali prazne obljube, zagotavljam pa vam, da bomo kot država, vlada naredili vse, da se bodo ljudje ob koncu epidemije lahko vrnili na svoja delovna mesta, da bo naše gospodarstvo takrat tudi na novo spet lahko zadihalo s polnimi pljuči. V to verjamem in temu cilju bomo tudi v nadaljevanju sledili s svojimi ukrepi. Najlepša hvala. Hvala lepa, podpredsednik vlade. Na oder pa rabim
pa vabim drugo podpredsednico vlade, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandro Pivec. Prosim. Spoštovani, glede na to, da se je kriza oziroma ukrepi, ki jih izvajamo za zajezitev širjenja virusa korona, dotaknila vseh resorjev in da je resor, ki zagotavlja nemoteno preskrbo z prehranskimi izdelki in pa živili v teh trenutkih še posebej pomemben in se tega zavedajo prav vsi državljani in državljanke Slovenije, s posebno pozornostjo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano spremljamo stanje pri dobavi oziroma pri čim bolj nemoteni dobavi kmetijskih pridelkov in pa živil na trgu in prav tako spremljamo seveda vse morebitne motnje ali pa tveganja, ki bi se v zdajšnjem ali pa v prihodnjem času lahko dogodile na trgu s kmetijskimi in pa živilskimi izdelki in s tem na kakršenkoli način zmotili pridelavo ali pa vplivali na spremenjene razmere na trgu. Prav zaradi tega smo že pripravili prvi zakon z interventnimi ukrepi za blažitev teh posledic in za uravnavanje razmerij na kmetijskih trgih in tokrat pripravljamo ukrepe, s katerimi želimo seveda čim bolj umiliti posledice vseh tistih ukrepov, ki so že v izvedbi. Torej kot takšne, zato v interventni zakon predlagamo naslednje ukrepe. Finančno pomoč zaradi COVID-19 in pri tem s tem predlogom želimo nosilcem in pa članov kmetijskih gospodarstev, ki so zboleli za boleznijo COVID-19, za čas trajanja bolezni dodeliti finančno pomoč zaradi nezmožnosti za delo in sicer v višini 80% minimalne plače. Naslednji ukrep je ukrep odpisa prispevkov in s tem ukrepom želimo zavarovancem, ki so zboleli za boleznijo COVID-19 in imajo ustrezno zdravniško potrdilo, odpisati prispevek in tako odpisani prispevek seveda štet kot plačani. Tretji ukrep je pravica do odloka plačila prispevkov, s katerim želimo nosilcem ali članom kmetijskega gospodarstva, ki opravljajo osnovno kmetijsko oziroma osnovno gozdarsko dejavnost ali dopolnilno dejavnost na kmetiji ali katerokoli drugo kmetijsko dejavnost in so iz tega naslova vključeni v sistem socialnih zavarovanj, biti upravičeni do odloka plačila prispevkov. Predlog zakona določa tudi možnost odloka plačila prispevkov za nosilce oziroma člane kmetijskega gospodarstva in neporavnane prispevke bodo morali upravičenci poravnati v prihodnjih 2 letih. Potem želimo z naslednjim ukrepom zagotoviti finančno podporo nosilcem kmetijskih gospodarstev zaradi izpada prihodka in sicer v primerih, če zaradi posledic epidemije pride do izpada dohodka kot posledice padca cen, nezmožnosti prodaje zalog in nezmožnosti plačila terjatev, ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji ni sposoben plačati, se mu zagotovi nadomestilo za nastalo škodo v obliki pavšala glede na hektar zemljišč oziroma GVŽ. Oprostitev plačila dohodnine za podpore, ki se izplačujejo kot plačilo lastnega dela upravičencev iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike. S tem predlagamo, da se oprosti dohodnine za investicijsko podporo v obliki dela, ki se nanaša na sofinanciranje lastnega dela upravičencev iz ukrepa skupne kmetijske politike. Prav tako želimo predlagati odkup kmetijskih pridelkov in živil, predvsem za pravne osebe, ki opravljajo dejavnost ponudbe kmetijskih pridelkov in s tem želimo seveda zavezati jih k večjemu odstotku ponudbe v Sloveniji pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov znotraj svoje ponudbe. Prav tako želimo dvigniti odstotek, ki jih naročajo javni zavodi glede na zdajšnje predpise, ki jih določa Zakon o javnem naročanju, na vsaj 50% živil pridelanih ali predelanih strani slovenskih pridelovalcev.
Glede povračila nepredvidenih nujnih nastalih stroškov živilsko-predelovalne industrije želimo nosilcem dejavnosti na področju živilske dejavnosti dati možnost do povračila nepričakovanih stroškov nastanih pri njihovem poslovanju, ki se nanašajo predvsem na nabavo zaščitne opreme, višje stroške logistike in pa nadomeščanja delovne sile. Potem predlagamo še nekaj ukrepov na področju ribištva, in sicer izplačilo nadomestila ribičem in gojiteljem školjk zaradi nezmožnosti prodaje bodisi na domačem ali tujih trgih, in pri tem predvsem želimo, da se za 40% znižajo pristojbine, ki jih ribiči plačujejo v ribiških pristaniščih. Prav tako predlagamo oprostitev vodnega povračila gojiteljem školjk in pa vodnih organizmov, ki imajo podeljeno vodno pravico za gojenje vodnih organizmov, in sicer za leto 2020 to plačilo znižati v višini 40% od celotne vrednosti. Želela bi poudariti še dva ukrepa, ki jih pripravljamo pa znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in pa prehrano in se pomembno nanašajo na prejemnike sredstev iz naslova razpisov skupne kmetijske politike, in sicer se zavzemamo oziroma bomo vzpostavili pogoje za večji delež predplačil, torej do 70% izplačila avansa za vse tiste, ki so uspešno kandidirali na različnih razpisih, bodisi iz naslova programa razvoja podeželja ali drugih programov skupne evropske politike. In prav tako želimo vzpostaviti možnost ugodnega kreditiranja sodelovanju z ribniškim skladom za potrebe investicij v osnovna sredstva in za potrebe nabave repromateriala za prihodnjo sezono. Ob tem dovolite, da izrazim tudi svojo osebno zahvalo in zahvalo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vsem tistim pridelovalcem in pa delavcem zaposlenim v živilsko-predelovalni industriji, ki v tem težkem času nemoteno opravljajo svoje delo in s tem seveda pomembno prispevajo k temu, da smo državljanke in državljani Slovenije v teh časih prehransko varni in imamo zagotovljen nemoten dostop do vseh živilskih in pa prehranskih izdelkov. In nazadnje dovolite, da podam še nekaj pojasnil glede uvedbe solidarnostnega dodatka za upokojence. In sicer je ta dodatek predviden za vse upokojence, ki prejemajo pokojnino nižjo od 700 evrov. In sicer se bo solidarnostni dodatek izplačal v enkratnem znesku, predvidoma 15.4. in se ne bo zavedel med osebne prihodke posameznika na način, ki bi kakorkoli vplival na upravičenost do ostalih socialnih pomoči in pomoči na domu. Višina izplačila bo odvisna od zneska pokojnine, ki ga upokojenec prejema, in sicer upokojenci s pokojnino do 500 evrov bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 300 evrov, upokojenci s pokojnino med 500 in 600 evrov bodo prejeli dodatek v višini 230 evrov in upokojenci s pokojnino med 600 in 700 evrov bodo prejeli solidarnostni dodatek v višini 130 evrov. Tukaj želim poudariti, da smo pri pripravi tega ukrepa sodelovali z različnimi nevladnimi organizacijami, predvsem pa ga uskladili z Zvezo društev upokojencev Slovenije. Hvala. Hvala lepa, podpredsednica. Veliko smo slišali tudi o solidarnosti in vzajemnosti. Naj povem, da bomo danes po tem načelu z letalom Slovenske vojske v Prago prepeljali 6 državljanov Češke in iz Prage nazaj pripeljali državljane Slovenije in Hrvaške. Na drugi strani pa smo do tega trenutka slišali ogromno o tem, kaj vse bo storila slovenska država. Ampak tudi marsikdo drug lahko kaj stori, prispeva, donira. V najkrajšem možnem času bomo odprli poseben transakcijski račun za zbiranje take humanitarne pomoči in o tem vas bomo tudi obvestili na eni od naših naslednjih tiskovnih konferenc. Zdaj pa vabim ministra za finance, magistra Andreja Širclja, da nam spregovori o konkretnih finančnih ukrepih.
Vsi ti ukrepi pa bodo mogoči takrat, ko nam bo Državni zbor z sprejetjem zakona dal mandat, da jih tudi udejanjimo. Prosim, magister Širok. Spoštovani, danes smo soočeni z nedoločljivo ravnijo krize in kamorkoli pogledamo, se življenje umirja, tako na gospodarskem področju kot pri ljudeh. Vendar finančni ukrepi so narejeni tako, da tako gospodarsko življenje kot življenje ljudi ne bo zamrlo. Verjamemo, da je najbolj učinkovit način, da spodbudimo življenje in gospodarstvo tako, da bodo ljudje deležni finančnih spodbud, da bodo podjetja deležna finančnih spodbud in te finančne intervencije bodo osredotočene na 100.000 ljudi, na tisoče samostojnih podjetnikov, na tisoče gospodarstvenikov, kmetov, vseh tistih, ki dejansko ustvarjajo dodano vrednost, ter vseh tistih, ki so v tej krizi najbolj prizadeti. Viri za to, da bomo to storili, obstajajo. Ti viri so realni in ti viri so zanesljivi. Ti viri izhajajo tako iz evropskih skladov, Evropske centralne banke, kot seveda tudi iz domačih skladov. Država bo dala poroštva tudi zato, da bodo poslovne banke spodbujene za razumevanje gospodarstva in za razumevanje ljudi in jim pri tem pomagale. Pomagale pri odplačilih posojil, pri kreditih. Zato bodo banke dobile poroštvo delno ali v celoti za večjo varnost tudi njih. Evropska centralna banka namenja Sloveniji preko poslovnih bank seveda 2,5 milijarde. Posebni skladi oziroma mehanizmi ESM 1,1 milijarde. ECC mehanizmi 376 milijonov. Preusmerili bomo sredstva iz kohezijskih skladov na tista področja, ki so danes denarja najbolj potrebna, to je predvsem na zdravstveno področje in na socialno področje. To je dejansko možno. V dogovoru smo z Mednarodnim denarnim skladom, da nam preko posebnega sklada omogoči dodatna poroštva, prav tako z Svetovno banko. Z drugimi besedami, realni viri obstajajo in so zagotovljeni. Zagotovljeni zato, da ne ogrozimo gospodarstva, ki je že sedaj ogroženo strani koronavirusa epidemije, in da zagotovimo ustrezno raven življenja ljudi. Poleg tega je seveda pomembno, da bo finančni sistem ostal stabilen v tem smislu, da se dejansko na tem finančnem sistemu ne bo ničesar bistvenega zgodilo. Fiskalni svet je omogočil vladi, da prekorači tisto osnovno pravilo glede fiskalnega pravila in je možno na tej podlagi zagotoviti večja sredstva za gospodarsko okrevanje in na socialnem področju. Poroštva bomo dajali preko SID banke. Poroštva bomo dajali seveda tudi preko posebnih skladov. Gospodarstvu bomo zagotovili odkup terjatev, kot je bilo že omenjeno. Ustvarili bomo tako imenovano borzo terjatev.
Tako da z tega zornega kota dejansko ni nobenih težav in lahko vam zagotavljam stabilnost finančnega sistema. Zato mi je, če na koncu povem, na nek način žal, da nekateri samostojni podjetniki, nekatera podjetja dejansko prenehajo s poslovanjem. Žal mi je tudi zaradi tega, ker morda niso verjeli, da bomo za njih poskrbeli. Žal mi je tudi zaradi tega, ker niso verjeli v to, da bodo dobili finančno pomoč. Prvi dan smo morali poskrbeti za življenje in zdravje ljudi. Prišel je drugi dan, prišel je tretji dan, sedaj skrbimo za gospodarstvo in prebivalstvo. Seveda z namenom, da to gospodarstvo ne zamre in da, ko kriza mine, ko epidemija mine, postane boljše, bolj konkurenčno in seveda ustvarja tudi večjo dodano vrednost v Evropi in seveda tudi na svetovnih trgih. Hvala lepa. Hvala lepa vsem članom vlade in vodji strokovne skupine. Dogovorjeni pa smo, da bomo odgovorili tudi na nekaj vprašanj. Več kot uro že traja ta predstavitev, zato vas prosim, če lahko vprašanje strnete in predlagam, da se vprašanja zastavi predsedniku vlade, podpredsedniku vlade in ministru za finance. Prosim za prvo vprašanje in vabim predsednika vlade za govorniški oder. Ja, lepo pozdravljeni. Najprej naj se predstaviva vprašanje, postavljava novinarka Televizije Slovenija Sabina Zonta in pa novinar Sveta na kanalu A oziroma Pop TV Miha Orešnik. Najprej vprašanje torej za gospoda Janšo, in sicer, gospod Janša, pravite, da boste danes ocenjevali ukrepe. Ali morda preigravate možnost predloga za uvedbo izrednih razmer, kako je z omejitvijo gibanja na občine in pa ali že obstaja nova časovnica glede zaprtja šol in vrtcev? Hvala. Glede omejitev gibanja na občine ni še nobene odločitve. Kot že rečeno, bo vlada danes večer prvič temeljito proučila vsa poročila pristojnih organov. Doslej smo to delali preko nujnih sej kriznega štaba, kjer smo stvari v glavnem gasili in reševali samo najnujnejše probleme. In po tej oceni se bomo odločali za nadaljne ukrepe. To je opcija, ki so jo sprejeli nekatere druge države. V Sloveniji bo potrebna v primeru, če bomo ugotovili, da ta način omejitve gibanja, ki je veljavi doslej, pušča na preveč mestih. Ampak kot že rečeno, po informacijah, ki jih imam jaz, v zadnjih 2 dneh se situacija popravlja. Govorim pa seveda na polno pamet, ker smo se zadnjih 24 ur intenzivno ukvarjali s pripravo ukrepov, o katerih smo prej govorili. Tudi kar se tiče vprašanja podaljšanja sedanjega stanja v šolstvu, se pravi zaprtje šol, vrtcev, je v tem trenutku nemogoče napovedati karkoli. Me pa zelo veseli, da je slovensko šolstvo, da so slovenski šolniki uspeli v bistveno krajšem času, kot se je to pričakovalo nasploh, vzpostaviti učenje na daljavo, da se število učencev in dijakov, ki so zajeti v te programe, veča in da se bo na ta način dalo rešiti veliko časa, da bo bistveno manj izgubljenega, kot smo se bali na začetku. Še glede izrednih razmer. Kar se tiče ostalih omejitvenih ukrepov, ključno z vzpostavitvijo nekega novega pravnega okvira, najprej povem, da je to odločitev Državnega zbora. Vlada izrednih razmer ne razglasi, niti tega nismo predlagali. Zaenkrat skušamo delovati na podlagi zakona, ki določa načine boja proti epidemiji oziroma nalezljivim boleznim.
Je pa seveda v javnosti živahna razprava med ostalimi in drugimi pravniki, ali bo potrebno ta okvir razširiti. Če bo vlada ocenila, da ga je potrebno, bo predlagala državnemu zboru odločitev pa je na ravni državnega zbora. Vsi tisti, ki pa podrobneje poznate ureditev v slovenski ustavi, veste, da izredno stanje v Sloveniji glede na ustavo ne more izgledati tako, kot ga lahko spremljate v nekaterih drugih državah, ker ustava posebej varuje nekatere temeljne človekove pravice in svoboščine, ki jih ni mogoče ukiniti niti v primeru izrednega stanja. Dovolite mi, ko sem že pri mikrofonu, da mogoče omenim še en ukrep, ki bo uzakonjen na podlagi tega, kar smo dali v smernice, to pa je, da ukrep z področja javnih naročil, zakon o javnih naročilih v tej situaciji zaradi vseh teh omejitev predstavlja določeno oviro za hitro ravnanje, tako da je predlagano, da se mejne vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, se pravi pri evidenčnih naročilih, ko gre za blago in storitve, povečajo iz 20 na 40 tisoč evrov, ko gre pa za gradbene storitve pa iz 40 tisoč na 80 tisoč evrov in občinam oziroma njenim ožjim delom se naloži samostojno izvajanje javnih naročil. Hvala lepa. Hvala. Še kolega ima vprašanje za vas. Lep pozdrav še z moje strani, Miha Orešnik, kanala POP TV. Zdaj vprašanje ogromno, nekako smo jih tudi poskušali združevati v neke smiselne tematske sklope. Morda je to vprašanje za vas, gospod predsednik, pa tudi za finančnega ministra, gospoda Širclja. Torej, skupna ocenjena vrednost ukrepov iz tega paketa je okoli 2 milijardi. Kar se tiče financiranja, smo nekaj že izvedeli, ali se ob vsem tem, kar je bilo že našteto, država namerava tudi dodatno zadolževati, kje in pod kakšnimi pogoji, in pa kako je s pripravo rebalansa proračuna, o čemer smo že govorili v zadnjih tednih. Morda zraven še to sodi, kdaj bi ti ukrepi začeli veljati, kako je s skrajševanjem ustavnih rokov, o čemer ste tudi že nekako poizvedovali v zadnjih dneh. Hvala. Kar se tiče tega zadnjega vprašanja, je pravna stroka reagirala izjemno hitro. Jaz sem dobil v nekaj urah veliko odgovorov, ki gredo v glavnem isto smer. Te roke za objavo in uveljavitev zakona je v primeru zakonov, ki predstavljajo krizno upravljanje ali pa so finančne narave, možno skrajšati. Je pa seveda to stvar podrobnejše določitve in ureditve med pravnimi službami Državnega zbora in verjetno tudi Urada predsednika republike. V kratkem bo tudi sestanek predsednikov različnih vej oblasti oziroma predsednika republike, Državnega zbora, Državnega sveta in predsednika vlade, kjer bomo, če bo še kakšen od teh problemov ostal, skušali te orehe streti. Je pa popolnoma jasno, ne toliko za zakone, ki so se že uveljavili, pa tudi, ki so bili že sprejeti, pa tudi predvsem za ta megapaket, da lahko vse te ukrepe začnemo realizirati šele od dne, ko bo zakon začel veljati. In mislim, da je v skupnem interesu nas vseh, da se to zgodi, in mislim, da bo tukaj zmagal razum v okviru danih pravnih možnosti, ki so po mojem mnenju v redu. Kar se tiče rebalansa proračuna, tega v tej situaciji ne pripravljamo. Za te krizne potrebe, za spopad z epidemijo smo določili oziroma se sproti določa poseben okvir, ki ne spada v obstoječa fiskalna pravila in omejitve, ki jih vsebuje evropska regulacija. Tudi Evropska centralna banka to širi, Evropska komisija, sproti ste o tem obveščeni in to ni uradna informacija, je pa moj poskus napovedi. Ta okvir se bo še širil v prihodnosti in zaradi tega v tem trenutku skrbi o tem, da ne bilo na voljo dovolj tekočih sredstev, po moje ni. Ministrstvo za finance, kot je prej povedal minister, dela na tehničnih izvedbah za to, da se ta sredstva zagotovijo.
Ne vem, bilo še kako vprašanje. Mislim, našteli ste veliko tega, ampak stvari, ki so nekako takšne narave, da lahko kakšen teden počakajo, ne, dejansko čakajo, ker vlada pač dela 24 ur na dan in rešujemo vse žive stvari, za katere nikoli doslej še niste slišali in verjetno nikoli ne boste. Prosim. Hvala za gospoda Širclja. Naslednje vprašanje morda. Kakšni bodo učinki ukrepov na državni proračun? Torej pravite, da vse skupaj se še preračunava in da je to ločeno. Kljub temu imate morda že kakšne približne ocene? Ena številka je bila danes dejansko tukaj že povedana. To je bila ocena strokovne skupine, ki jo je povedal dr. Lahovnik. Mi stalno preračunavamo finančne učinke, ti bodo znani, ko bodo zakoni pripravljeni, to je, kot je bilo napovedano, do četrtka zvečer oziroma po noči. V tem okviru dejansko lahko govorimo o finančnih učinkih. Tukaj bi rad povedal tudi to, da se proračun sproti prilagaja zahtevam gospodarstva in prebivalstva. Na prvem mestu je seveda zdravje ljudi in seveda to, da gospodarstvo ne zamre, da se ga ohranja, tako da deluje čim bolj. Glede zadolževanja bi rad povedal, seveda Ministrstvo za finance oziroma vlada ima obseg zadolževanja določen na letni ravni in seveda v okviru tega obsega se bomo tudi zadolžili. To je bilo določeno že pred epidemijo koronavirusa. To zadolževanje je glede na relativno dobre finančne pogoje danes na evropskih in svetovnih tržiščih možno in dejansko tudi, bom rekel, na nek način se splača, predvsem zaradi tega tudi, da zamenjujemo pretekle kredite z novimi, z boljšimi obrestnimi merami in z boljšimi pogoji. Skratka, zaradi teh ukrepov se na finančnem področju ne bo zgodilo nič nenavadnega, nič izjemnega, finančni sistem je stabilen. Tam, kjer morda se nekoliko ohladi, naprimer na plačilih, tam bomo ustrezno ukrepali, tudi z odkupom terjatev in seveda želimo finančni sistem zagotoviti, da bo finančni sistem tudi vnaprej popolnoma stabilen in varen. Hvala. Hvala. Še eno vprašanje za ministra za gospodarstvo, gospoda Počivalška, glede zaščitne opreme. Slovenija je dobila pošiljko 125.200 mask. Za kakšne maske točno gre, od kod so, koliko smo zanje plačali, koliko jih v tem trenutku še potrebujemo, kakšno je povpraševanje, kdaj tudi dobimo maske primerne za zdravstveno osebje. Veliko vprašanje tudi, kaj je s tisto zaščitno opremo, ki je obtičala v Nemčiji. Podjetja ponujajo tudi prevoz svoje zveze v tujini. Ali te stvari v tem trenutku potekajo centralizirano prek vašega ministrstva? Hvala. Hvala za vprašanje. Obstoječa vlada je našemu ministrstvu naložila, da centralno nabavljamo zaščitna sredstva. Situacija na tem področju je zaradi predvsem logističnih problemov težka, vendar pa moram poudariti, da pristojna ministrstva, dobavitelji opreme, tudi naša diplomatsko-konzularna predstavništva delajo vse nad tem, da naročene količine zaščitnih sredstev dobimo.
Vprašanje o 125 tisoč maskah, včeraj gre za kirurške maske, ki smo jih iz zadnje nabave dostavili v centralno skladišče civilne zaščite. Nobene maske niso nikjer obtičale, do sedaj ministrstvo oziroma blagovne rezerve niso predplačevale naročil, ampak plačujemo maske oziroma zaščitna sredstva samo po izdobavi. Omenjene maske preprosto dobavitelji niso izdobavili. V tem tednu ocenjujemo še težave pri dobavi, predvsem zaradi logistike, po malem pa se z naročili, ki smo jih zagotovili, zadeva izboljšuje in imamo naročenih dovolj mask, da bomo poleg samo zdravstvenega osebja v Sloveniji lahko zaščitna sredstva ponudili tudi ostalim v gospodarstvu tudi. Vmes so se začele tudi proizvodnje na domačem terenu, imamo kar nekaj podjetij, ki so zagotovile standarde potrebne za zaščitno opremo in tako bomo po malem vedno večje količine zaščitnih sredstev in pa mask dobavljali tudi od naših domačih proizvajalcev. Tukaj bi omenil še eno pomembno zadevo, da pa smo naročili po naši oceni skupaj v dogovoru z Ministrstvom za zdravje dovolj veliko število respiratorjev za potrebe naših bolnic. Ti respiratorji prihajajo in verjamem, da jih bomo pravočasno dobili za to, da bomo zadovoljili vse potrebe našega zdravstvenega sistema. Upam pa, da jih ne bomo rabili uporabljati. Gospod Počivalšek, hvala. Samo pod vprašanje bi vam tukaj postavila glede respiratorjev. Če morda vi veste, torej koliko jih imamo in koliko jih je zdaj na poti. Hvala. Spoštovani, vlada bo danes večer imela redno sejo. Na prejšnji se je ukvarjala samo z krovnim zakonom in na tej seji bomo obravnavali tudi stanje zaščitne in druge opreme in o vsem tem vas bomo obvestili jutri, na jutrišnji tiskovni konferenci. Bi morda lahko potem jaz zastavil eno vprašanje, smo jih v bistvu dobili kar precej glede tako imenovanega kriznega dodatka za ranljive skupine, tudi za upokojence. Lahko tu morda nekaj več podrobnosti, kdo bo do tega upravičen, bodo to enkratni zneski, torej nekaj več podrobnosti. In pa kaj bo s socialnimi transferji, se tu na tem področju karkoli korenito spreminja ali ostaja kolikor toliko enako, kot je bilo doslej? Hvala. Spoštovani, mislim, da je bilo nekaj odgovorov že danih. Danes popoldan ob 17. uri bodo člani strokovne skupine odgovorili še na nekatera vprašanja, tako o finančnih okvirih, kot tudi o konkretni implementaciji v gospodarstvu. Zato bo zdaj odgovorila na vaše zastavljeno vprašanje še ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, potem pa bomo našo tiskovno konferenco zaključili. Gospa ministrica, izvolite. Ja, hvala za vprašanje. Morda odgovor glede resnično najbolj ranljive, občutljive in pa v tem primeru tudi najbolj ogrožene kategorije prebivalcev Slovenije, ki so prav gotovo upokojenci, to predvsem upokojenci z nizkimi prihodki. Torej v naš dodatek, solidarnostni dodatek zajamemo 3 kategorije izplačil. To je upokojencem, ki prejemajo pokojnino nižjo od 700 evrov in sicer kot omenjeno upokojenci z pokojnino do 500 evrov prejmejo 300 evrov pomoči, upokojenci s pokojnino od 500 do 600 evrov 230 evrov in tisti z pokojnino od 600 do 700 evrov 130 evrov. Moram poudariti in najbrž se tega zavedamo vsi, da gre za starejšo populacijo ljudi, ki so pod temi omejitvami in ukrepi, ki se izvajajo za zamejitev širjenja virusa, mnogi od njih ostali sami na svojih domovih, seveda
potrebe preživetja nakupili večje količine hrane, tudi večje količine zdravil za preventivo in seveda zaradi tega imeli tudi večje finančne izdatke. Zaradi tega tudi odločitev na nivoju vlade, da se jim ta dodatek izplača in kot že rečeno, bo ta dodatek izplačan res tistim, ki prejemajo najnižje pokojnine. Jaz bi imela še eno vprašanje, samo kaj bo s tistimi SP-jevci, ki so nevedoč, da vlada pripravlja te ukrepe, že zaprli svoje SP? Ali bodo morali torej plačati? Bomo odgovorili na vsa ta vprašanja, vam bomo odgovarjali v prihodnje, tako kot se bodo posamezni ukrepi oblikovali, takoj ko bomo imeli konkretne predloge rešitev, se pravi besedilo posameznih delov zakona, vas bomo s tem sproti seznanjali, zdaj pa bi po skoraj uri in pol tiskovne konference ta prvi krog končali in vas ponovno vabim k ogledu popoldan ob 17. uri, ko bodo naši gostje, 3 člani strokovne skupine, ki je pripravljala izhodišča in rešitve, ki jih moramo pripraviti v zakonu. Hvala lepa za pozornost in nasvidenje popoldan. Nasvidenje. Nasvidenje, hvala tudi z naše strani.